Prvi teden v marcu je že skoraj za nami. Zaključili pa ga bomo z novo oddajo Volan že 20. sezone, kar pomeni, da smo z vami že 10 let. Jep, tudi na spletu, kjer lahko vsak dan preberete novosti iz sveta avtomobilizma. Vsak teden se zgodi kaj novega, proizvajalci predstavijo kak nov model in zdaj boste izvedeli, volan katerih avtomobilov boste lahko prijeli že zelo kmalu. Ena od velikih novosti tedna je Hyundai Bayon ali pa Bayon, južnokorejski predstavnik B-SUV segmenta. To so tisti križanci, ki smo jih nedolgo nazaj že obdelali v našem velikem primerjalnem testu Prima, ki ga najdete na volan.si. Tako kot večji Tucson, tudi Bayon premore ozke dnevne luči, ki se zajedajo v pokrov motorja, pod njimi pa so večje luči. Avtomobil ima nekaj ostrih oblikovnih pregibov in v dolžino meri 4,18 m, tako da je malenkost krajši od ostalih predstavnikov, ampak ponuja veliko prostora in 411-litrski prtljažnik. Še pomemben podatek za nekatere, 18 cm je oddaljen od tal. Notranjost je podobna tisti pri i20, zato sta lahko na armaturi tudi dva velika 10,25-palčna zaslona, eden za multimedijo, drugi za digitalne merilnike. Bayon je po i20 povzel tudi motorno paleto, ki se začne z 1,2-litrskim bencinskim motorjem s 84 konji, litrski turbobencinski trivaljnik pa ponuja 100 konjev ali 120 konjev in je lahko del blagohibridnega pogonskega sklopa. Bayon pri nas pričakujemo že maja. Druga, precej draga in nora novost pa je Porsche Taycan Cross Turismo, karavan, ki hoče na teren. Bolj praktična alternativa Taycanu ima robusten izgled in ogromno moči, zaradi zračnega vzmetenja pa je lahko za 3 cm bolj oddaljen od tal kot klasičen Taycan. To seveda ne pomeni, da boste lahko na terenu lezli čez ne vem kakšne skale, imajo pa vse 4 različice 4-kolesni pogon. Prtljažnik pogotne 466 litrov, razen pri različicah Turbo, kjer je na voljo 405-litrski prtljažnik, vse različice pa prejmejo enako veliko baterijo, ki pogotne 93,4 kWh. Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo in Taycan Turbo S Cross Turismo premorejo od 380 do 625 konjev moči, najpočasnejši se do stotice izstreli v 5,1 sekunde, najhitrejši pa v 2,9. S polno baterijo lahko prevozijo, kupcem to verjetno ne bo pomembno, ampak okej, od 380 do 460 km, se pa lahko na hitri polnilnici z močjo 290 kW baterija v 5 minutah napolni za, dobrih 100 km. Vsi bi ga radi imeli, vem, problem je edino cena. Ta bo okoli 120 €. Vsaj pol manj pa bo stal novi Volvo C40 Recharge. Novi električni Volvo, narejen na osnovi XC40, le da ima zadaj precej nižjo streho, ki se hitreje spušča proti zadku. Zadek sicer spominja na novi Citroen C4, obraz pa na XC40. Prtljažnik pa kljub nižji strehi ponuja enakih 413 litrov prtljage. Dva elektromotorja skupaj proizvedeta okroglih 300 kW moči, 408 konjev in 660 Nm navora, zato se lahko C40 Recharge do 100 požene v 4,9 sekunde in doseže elektronsko omejeno hitrost 180 km/h. Baterija neto pogotne 75 kWh elektrike, kar bo dovolj za 420 km vožnje po WLTP. Pa še hitro popolna, ker podpira tudi hitro polnjenje na polnilnicah s 150 kW. Pohvalim lahko Toyota Yaris. Test že najdete na volan.si, ker je v tem tednu prejel laskavi naziv Evropski avto leta. Yaris s tem nazivom ni okronan prvič, ga je pa nazadnje dobila prva generacija pred 21 leti. Nam je Yaris všeč, tudi zelo ekonomičen in lahko s hibridnim pogonskim sklopom, hitri GR Yaris pa je za gušt in tam poraba sploh ni pomembna. Japonci so ta teden pokazali še novi Highlander in osveženi Hilux oziroma Hilux. Highlander je velik in namenjen velikim družinam, ker ponuja že takoj 7 sedežev, dolg je skoraj 5 metrov in s hibridnim pogonskim sklopom je lahko tudi varčen. Ker so težišče postavili precej nizko, se v ovinkih ne bo rabil preveč nagibati, hkrati pa bo zaradi mehkejših vzmeti tudi bolj udoben kljub 20-palčnim platiščem. Hilux pa so konkretno predelali, mu spremenili obraz, zamenjali oči spredaj in zadaj. Več novosti pa je v drobovju, kjer so drugačni blažilniki, vzmeti, potem so dodali nov motor, 2,8-litrski turbodizelski štirivaljnik, ki ponudi 204 konje in 500 Nm navora. Na terenu smo ga že sprobali in razlika je več kot očitna, vse ostalo pa kmalu izveste v testu. Pri Continentalu so nam povedali, da smo Slovenci lani v primerjavi z letom 2019 kupili za dobrih 21% manj letnih pnevmatik in za 21% manj zimskih pnevmatik, se je pa povečala prodaja celoletnih pnevmatik. Pa ne samo pri nas. Enak trend je tudi drugod v Evropski uniji in na Balkanu, delno zaradi covida, delno zaradi spreminjanja navad kupcev.
S celoletnimi pnevmatikami imaš pač manj skrbi, ne? Ampak se morate zavedati, da so samo kompromis med zimskimi in letnimi, zato celoletne v ekstremnih pogojih niso najbolj optimalne. V vsakem primeru pa že zdaj preverite tlak v pnevmatikah, starost in pa profil, da bomo na cestah vsi bolj varni. Na volan.si objavljamo tudi vohunske fotografije avtomobilov, ki še sploh niso zunaj, zato se jih splača pogledati. Na skrivnem poligonu v Evropi smo ujeli novi Honda CR-V, ki bo malenkost zrasel in mogoče dobil še tretjo vrsto sedežev, takisto bo mogoče na voljo kot popolnoma električni avto, podrobnosti pa še pred koncem leta. Ujeli smo tudi Jeep Grand Cherokee z 2 vrstama sedežev, ki bo od svojega večjega brata že oblikovno malenkostno drugačen. Pri Fordu nadaljujejo z elektrifikacijo svojih modelov in na drugi strani luže že testirajo Bronco Warthog s hibridnim pogonom. Podobno kot Raptor je Warthog ena od bolj brutalnih različic, ampak še ni jasno, ali bo imela 400 ali 500 konjev, gotovo pa bo za premikanje pomagala tudi elektrika, kar so razkrili oranžni električni kabli pod avtomobilom. Pozitivno pa so nas presenetili še Francozi, ker bo Megane še vedno naprej ostal v ponudbi, tokrat kot povsem električna kombi limuzina z novim imenom Megane-E. Konceptno vozilo smo že videli, zdaj pa proizvodni primerek testirajo na hladnem severu Švedske. Dolg bo 4,21 metra in bo ponudil več prostora kot konkurenti, vse tako pravijo Francozi. Klasični primerek pa bo imel na sprednji premi en elektromotor z močjo 220 konjev. V ponudbi bo ziher še različica RS, ki bo dobila dodaten elektromotor zadaj, baterija bo po napovedih najtanjša v industriji, s polno, ki pogoltne 60 kWh, pa bo Megane prevozil do 450 km. Proizvodnjo bodo zagnali še pred koncem leta in na cestah bo zgodaj prihodnje leto. In to je to za ta teden. Več novosti najdete na volan.si, kjer je tudi ogromno testov in drugih uporabnih prispevkov, danes pa ne pozabite na prvo oddajo Volan že 20. sezone. Ob 18. uri se vidimo na kanalu A.